Hvala tudi vam, seveda, in zdravo naj bo. Tako je. Vi tudi najbolj želite državljanom zdaj to, ne? Seveda. Torej, gospod minister, včeraj je zdravniška organizacija so dala nek predlog, da bi poslanci te skrajšane čakalnih vrst vzeli v svoje roke. Najbrž ste seznanjeni s tem predlogom, da bi zakon šel čez parlament. Kako gledate na to, kako komentirate oziroma koliko ste s tem seznanjeni? Z tem predlogom pravzaprav nisem seznanjen, tako da se moram najprej z njim seznaniti, da vam bom lahko podal tudi stališče oziroma komentar. Kdaj se boste pa sestali s finančnim ministrom zdaj glede ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Torej, kaj sledi do seje državnega zbora? V zvezi z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pravzaprav aktivnosti potekajo, sicer ta trenutek ni še nič novega. Mislim pa, da imamo ta teden termin z ministrom za finance, kjer imamo pravzaprav več tem, ne samo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ampak tudi zakon o dolgotrajni oskrbi in še nekaj drugih aktualnih tem, ki pravzaprav se dotikajo tako enega kot drugega ministrstva. Vi torej želite, če smo vas nazadnje prav razumeli, da se zopet vnese varovalo za primer? Seveda, kot sem že večkrat povedal, zagotoviti bo potreben stabilen vir financiranja in seveda vgraditi primerna varovala, da bo sistem funkcioniral stabilno in seveda, da bo priliv v zdravstveno blagajno takšen, kot je tudi potreben. Torej, možen kakšen kompromis tukaj, ker ne nazadnje ne to direktno iz proračuna finančni minister? Se pravim, ta trenutek ni nič novega, moram seveda se usesti z ministrom za finance in zadeve doreči. Kaj pa Petrol? Danes beremo, da greste na čelo Petrola. Ste prebrali to? Trenutno sem zdravstveni minister in imam veliko obveznosti. Veste, da zakon o dolgotrajni oskrbi in zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sta prioritete, ki jih moramo narediti, tako da ne pogovarjam se za noben Petrol in za predsednika uprave. Hvala lepa. Torej, se boste danes prvič videli z premijerjem Šarcem in pa z strankarskim soborcem Erjavcem. Ste vmes že kaj govorila? Ja, v bistvu ne bo danes prvič. Prvič po novem letu, recimo, da se bomo videli. V decembru sem jaz bila na nekaj dogodki tudi v državnem zboru. Jaz pričakujem nič posebnega, da bi se danes pogovarjali ali pogovorili. Vse smo povedali, da se bodo vse zadeve odvile potem po našem volilnem kongresu in jaz danes po tem vprašanju nič kaj ne pričakujem, da bi se pogovarjali, razen kakšnega voščila in ljudnostnega pogovora. Kako pa ocenjujete v bistvu njegove nastope v javnosti, ker obtožuje vaš tabor, da naj bi stal za temi zahtevami premijerju Šarcu? Jaz ne vem, zakaj bi naš tabor zahteval moj odstop. Jaz mislim, da je bilo v medijih dovolj evidentno vse povedano in ne vem, zakaj bi te zadeve izvirale iz našega tabora. Jaz mislim, da se naš tabor ne želi mojega odstopa. Ne, obratno, gospod Erjavec je dejal, da ta potikanja njemu, češ da on nekako zahteva odstop. Vsega on v medijih zahtevo, mislim, kako bi mi podtaknili, da on poveda, zahteva moj odstop. Jaz tega sploh nisem razumela, odkrito povedano. Torej, jaz mislim, da te zadeve so bile dovolj evidentno povedane za medije, kaj predsednik je želel, predsednik stranke govorim. Je želel od premijeja, premijer dal na to odgovor. Jaz ta odgovor resnično smatram kot zaupnico mojemu delu na resorju in pa željo po nevmešavanju v strankarske zadeve do kongresa. V resnici pa v tem trenutku tudi nobenega utemeljenega razloga za to. Jaz sem večkrat povedala, jaz razen tistega poročila od MGRT-ja nisem niti med ovadenimi, niti sem predmet kakšnih kazenskih preverjanj in jaz ne vem, o čem bi se v tem trenutku tudi po tem vprašanju s predsednikom pogovarjala. Torej tudi po kongresu ne bo nobenega pogovora? Vkolikor ne bo nobenih nekih pravnih dokazil ali pa pravnih postopkov, jaz ne vem, o čem bi se pogovorila, razen o tem, da jaz seveda predsedniku pojasnim, kar sem že naredila večkrat in za medije, in v javnosti, in na kakšnih drugih inštancah, recimo tudi v državnem zboru, kaj sem počela, da sem medtem govorila tudi že za predstavniki turistično-gostinske zbornice, pregledali smo mojo dokumentacijo in kar se tiče mojega dela za turistično-gostinsko zbornico, nismo ugotovili nobenih problemov. Se pravi, problem nastane na relaciji turistično-gostinska zbornica MGRT. Tisti problema je pa v reševanju in se bo najbrž reševal še kar nekaj časa. Hvala. To je bila ena glavna tema in to so seveda zagotavljanje stanovanj. Je en nov predlog, da bi se s tem ukvarjala DUTB. Mi se bomo seveda o tem pogovorili.
Zagotovo je to legitimen cilj, ki ga vse koalicijske stranke podpiramo. Zagotovo je pa več poti, kako do tega cilja priti. Moram reči, da imam sama tukaj kar nekaj pomislekov. Če se izrazim, kot se rad predsednik vlade, tam, kjer je več kuharjev za eno župo, tista župa verjetno ni glih najboljša na koncu. Da se vam zdi to primerna rešitev, da bi slaba banka, vemo vse. Sam ne uid. Stanovanjski zakon, gospod Han in gospod Jurša, oba dva, kaj se vam zdi to primerna rešitev, da slaba banka, o kateri veliko poročamo tudi o nepravilnosti, zdaj skrbi za stanovanja? Danes nam je bil predstavljen nek okvir, v bistvu cilj, da bi prišli do nekih novih stanovanj. Seveda poti do tega cilja so pa zelo različne in zdaj nam bo DUTB v nadaljevanju v poslanskih skupinah predstavil njegov pogled. V primeru, da bo ta pogled pravi, je potrebno seveda zakonodajo spremeniti, zaradi tega treba tudi DUTB podaljšati življenjsko dobo in tako naprej. Tako da pot je še kar lahko dolga, lahko da bo šla naprej, lahko pa tudi se bo skončala. Jaz zaenkrat ne bi zapiral nobene zadeve. Pa vam vaši stranki je v redu, da to počne DUTB, ker se pač preoblikuje? Glejte, jaz sem danes rekel, mi imamo v državi imamo DSU, imamo stanovanjski sklad, imamo zdaj DUTB, potem imamo ta pokojninski nepremičninski sklad. Mi imamo ogromno nekih skladov, ki imajo neko zakonodajo, ki ima neke uteži, zakaj ne more graditi novih stanovanj. Tako da mi moramo naprej do neke rešitve, ki bo omogočala izgradnjo čim več novih stanovanj za mlade pod nekimi normalnimi pogoji, da bi lahko kupovali ali pa vzemali najem. Tako da jaz enkrat ne bi kaj več govoril. Čigava ideja pravzaprav, torej natančno? To je danes DUTB predstavil. Ampak zakonski predlog? Ja, zakonski predlog pa če bo DUTB, bo mogel priti strani od Ministrstva za finance. Je bilo tudi kaj varnostne situacije danes? Ne, glede, če mislite, glede naših vojakov, o tem se nismo nič pogovarjali, to so verjetno teme, ki za nas poslance v tem primeru niso dostopne. Pogovarjali pa smo se o zgodbi, malo smo izpostavili zgodbo iz Osankarice oziroma Varda, Šiško in kako je prišlo do tistega zgodbe, da lahko človek, ki v bistvu je potiralico, se normalno sprehaja po slovensko. Kaj ste ugotovili? Nič, mi smo samo predsednik naše stranke pač opozoril, da je pač zgodba zelo zanimiva. Hvala. Torej stanovanja in rešitev, da bi to gradila slaba banka, kako v Desusu gledate? No, o tej temi se znotraj poslanske skupine Desusa še nismo pogovarjali. Danes smo se dogovorili, da bodo predstavniki DUTB-ja prišli v poslansko skupino in nas to zadevo z njihovimi idejami, zamislimi tudi seznanili, potem pa se bomo naprej odločali. Aha, to je to. Lahko sem še vprašam, kdaj pa kje imate kongres? To pa tako opo. Netehnični del. Zelo nenavadno vprašanje. Jaz mislim, da to vi veste, da je to Ljubljana, da je hotel Mons, da bo se tam zbralo veliko število delegatov. To pomeni, da imamo dobro razvito tudi stranko na lokalni ravni in se bo ta kongres tudi odločal o organih stranke, ki bodo vodili stranko v naslednjem, upam, vsaj 4-letnem mandatnem obdobju. Vi že imate svojega favorita zdaj? Ja, zdaj pa ga že imam. Moram reči, da sem prebral temeljito oba predloga programov, s tem, da mi je sedanji predsednik tudi predstavil pogled vodenja stranke naprej, seznanil me tudi z kadrovskimi rešitvami, s katerimi želi sodelovati in seveda glede na to, da smo sodelovali od 2006. leta, da nismo imela nobenih večjih težav v tem sodelovanju, da smo bila dobra sodelavca, sem se odločil, da bom podprl sedanjega predsednika stranke Karla Viktorja Erjavca. Kakšne posledice ima lahko rezultat eden ali drugi, zmaga enega ali drugega na situacijo politično, na koalicijsko stabilnost v Desu, recimo, če bi gospa Tučeva zmagala, kaj to pomeni za poslanske skupine? Jaz mislim, da ne predstavlja nič kaj velikega. Je pa res, da bo potem, če ona zmaga,
morala več pozornosti nameniti tudi poslanski skupini. Moram reči, da do sedaj tega ni počela, tudi stranki ni bila aktivna. V tem letu pa nekaj ministrovanja se ni ukvarjala sestanki stranke kot take, zato tudi vidim tu njeno slabost in pričakujem, da bo nekatere stvari na tem področju zamenjala in da se posvetila tudi več stranki in da se bo posvetila tudi poslanske skupine. Vse vemo, kaj pomeni poslanska skupina za vsako politično stranko. Še vedno menite, da je težko premagati gospoda Erjavca? Ja, še vedno mislim tako in do kongresa bom mislil tako in takrat, ko bom videl rezultat, bom dejansko sam sebe prepričal, ali sem dobro ocenjeval ali pa nisem. Še gospod Polnar, ste se z njim že pogovorili ali kaj se bo? Ne, z gospodom Polnarjem se še nismo pogovarjali, to imamo namen v naslednjem tednu. Hvala lepa. Torej, gospod Korče, se vam zdi, da bi slaba banka reševala stanovanjsko politiko prava ideja, glede na to, da vemo, da že od njene ustanovitve pišemo o nepravilnostih, ki se dogajajo znotraj te inštitucije? Vse ideje, ki bi lahko prinesle to, da pridemo do 10 000 stanovanj in dejanske rešitve stanovanjske problematike, so lahko pravilne in diskutabilne. Tako da jaz ne vidim nobenega problema, da se pogovorimo tudi o tem, kako lahko DUTB svojo vlogo odigra. Kot ste pravilno ugotovili, ja, so bile nepravilnosti. To pa ne pomeni, da neka inštitucija v prihodnje ne more odigrati pravilne družbene vloge. Zdaj, pomisleki koalicijskih partnerjev so, da že imamo tako kup nekih skladov in da DUTB pač ni prvenstveno namenjena temu, kako odgovarjate na te pomisleke. Imamo nekatere inštitucije, ki rešujejo zadevo dolgoročno, vemo pa, da je ta zadeva stanovanjsko problematiko tako akutna, da mogoče potrebujemo tudi kakšno interventno zadevo in če bi to lahko pomenil tudi DUTB, ki neke kapacitete ima, da lahko nemudoma zadevo razreši, je to lahko samo dobra opcija, kar pa ne pomeni, da zanemarimo ostale segmente. Stanovanjski zakon vemo, da je v javni obravnavi, vemo, da prihaja tudi poroštveni zakon za stanovanjske kredite, tako da jaz mislim, da je stanovanjska problematika tako pomembna in pereča v naši državi, da jo moramo reševati kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno in pri tem ne sme izostati noben morebiten ukrep, ki bi lahko doprinesel k rezultatu. Kaj bi bila tista varovalka, ki bi recimo onemogočila, s katerim bi nadzirali delo slabe banke, kam bi šel denar, kako bi se to gradili? O vseh stvarih se še pogovarjamo, ni niti političnega konsenza še, to je samo ena izmed idej in v tej fazi so vse ideje dobrodošle, da se v njih politika pogovarja in da prinesejo končen rezultat. Ampak torej vi podpirate to idejo načeloma, kot vidimo, da bi to DUTB počel, torej ste lahko tudi nosilci verjetno te zakonodaje, ko ste to povzeli? V Listi Marjana Šarca podpiramo čisto vsako idejo, ki bi doprinesla k temu, da stanovanja čim prej pridejo na trg in da mladi čim prej pridejo do ugodnih najemniških stanovanj in pa tudi do ugodnih opcij za odkup stanovanj, tako da nobena opcija ne sme izostati vsaj iz tega segmenta, da se o njej pogovorimo.